pelo to vsem dobro poznano pesem. S tem želimo opomniti na pomen čudet narave in na našo dolžnost ohranjati čisto naravo. Medeni zajtrk je postal tradicija, s katero se Slovenci lahko ponašamo pred drugimi. Naša dolžnost pa je ohranjati tudi slovenski jezik in slovensko pesem. Zato vas vabim, da zdaj skupaj zapojemo Čebelarja. Ja, lepo pozdrav vsem skupaj. Ko sem stopila v športno dvorano, nisem mogla verjeti, kak je danes sproščeno in veselo vzdušje. To je res nekaj lepega. In to, da se je vodstvo šole odločilo, da se vsi zberete tukaj v športni dvorani, mislim, da je bila res odlična odločitev. In bi mogli biti takšne priložnosti še več. Dragi učenci, dragi učenci, seveda vsi zaposleni in pa spoštovani gostje, zelo sem ponosna, da nas zbližujejo takšni dogodki, kot je današnji, se pravi slovenski tradicionalni zajtrk. Moramo biti ponosni na drugega, moramo se davati spodbudo in prav je, da res se hrani
ljudje. Se pravi, to so naši starši, bodi si dedki, babice, se pravi ljudje, Slovenke in Slovenci. In prav je, da temu sledimo in da en drugega spodbujamo, da bo čim več doma pridelane hrane, da bomo živeli čim bolj zdravo, da bomo poleg prehrane pazili tudi na to, da se bomo čim več gibali. Kajte potem tudi možgančki bolj delujejo boljše in potem bodo tudi učni rezultati boljši. Jaz vam želim danes, da se res s ponosom poklonimo temu dnevu in veliko lepih učnih uspehov, pa res spodbujamo en drugega in imejmo se radi. Hvala in lep prijetno dan. Ja, lepo pozdravljeni še z moje strani. Moram reči, da takšnega aplavza že dolgo nisi doživela. Hvala lepa. Kaj naj rečem? Živimo v zelo lepi deželi, zeleni Sloveniji, ki nam ponuja zelo veliko zdrave lokalne hrane. Dragi otroci, dragi mladi, jaz vas pozivam, da čim večkrat posežete po tradicionalnem slovenskem zajtrku, po medenem zajtrku, še kakšno jabolko vmes za zraven in tako boste lažje delovali v šoli, se lažje učili, pa še s kakšno športno aktivnostjo seveda vse skupaj popestrili in lepo zaživeli. Danes vam želim lep dan, mislim, da imate vsi še kakšne druge aktivnosti prilagojene današnjemu tradicionalnemu dnevu in ostanite pridni kot čebele, kar verjamem, da ste, sodelujte, delajte z naravo in ne proti njej in da vam bo bogato poplača. Hvala. Vsak tretji petek v novembru namreč obeležujemo Dan slovenske hrane, ki je zrastel iz projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. Začetki let tega pa sega že 10 let nazaj, ko se je imenoval še medeni zajtrk. Pobudniki medenega zajtrka so bili prav čebelarji, katerih obiska skupaj z medeno kraljico smo danes zelo veseli. 10. obletnico medenega zajtrka smo torej obeležili s prepevanjem pesmi Čebelar, ansambla Lojzeta Slaka in se tako v pesmi pridružili vsej Sloveniji. pomagate pisati zgodovino čebelarskega društva Ljubljane. Pomagate na 10 let, učni čebeljak, medovita pot,
čebelarski krožki. Nada, Mesarič, hvala lepa za obiskovalno delo. Našle odlično zavanjavo, nikaj, idemo. Še boljše. Posebno pohvala vam učencem, predvsem krožkarjem in tudi vodstvo šole. Vsem gospoda Markovca, hvala. Imate poseben čas, da so nam pripeljali medeno kraljico Slovenije. Drugo leto mogoče več tega ne bo tako.